Ok, kot kaže, vsi, ki ste imeli namen priti pravočasno na informativni dan, ste se prijavili, ostali bodo se nam pridružili tekom samega dogodka. Torej, še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem Miha Bejek, bom povezoval tukaj začetek in potem konec za vprašanje in odgovori. Kar se tiče nekaj tehnikali, kot je bilo že sporočeno vse tistim, ki ste se prijavili prek maila, dogodek tudi snemamo, tako da bomo kasneje objavili posnetek, zato priporočamo vsem, da izključite kamere, predvsem, če se ne želite videti kasneje na posnetku, in pa mikrofone, da se ne motimo tekom dogodka. Na koncu, ko bodo pa vprašanje in odgovori, pa seveda lahko vključite mikrofone in pa tudi kamere, kolikor imate kaj za vprašati. Ob sami predstavitvi teče PowerPoint prezentacija. Ukolikor bi imeli kakršnekoli težave pri ogledu te prezentacije, včasih se zgodi, da komu od udeležencev preprosto ne grejo posamezni slajdi naprej, je celotna prezentacija v PowerPoint obliki na voljo tudi na spletni strani, v novici, v zadnji novici, kjer so navodila za sam informativni dan, in si lahko dol povlečete in spremljate, če bi se komu seveda to zgodilo, da ne boste znotraj MS Teamsov tega normalno spremljali. Še ena podrobnost, še eno navodilo, se pravi vprašanja, zbiramo že sproti na platformi Slido, kot vam piše tudi na tej prvi prosojnici, prvem slajdu, kjer lahko že sproti postavljate vprašanja, tako da bodo na koncu stvari tekle malenkost bolj strukturirano, da ne bomo vsi en čez drugega spraševali prek mikrofona. Tako, to je toliko z moje strani. Sedaj pa predajam besedo najprej dekanu, za dr. Gašperju Fijavžu, da začne z informativnim dnevom. Gašper, izvoli. Miha, hvala. Pozdrav vsem skupaj. Zdaj, malo daleč smo, ponavadi se na teh informativnih dnevih dobimo v enem takem ožjem krogu. Danes smo malenkost oddaljeni. Jaz upam, da bo vseeno zadeva tekla relativno gladko, pa upam, da se bomo v prihodnjem šolskem letu videli tudi na malo bližje. Zdaj, ponavadi na tem drugostopenskem informativnem dnevu študente prepričujemo, da se namesto, da grejo v službo, odločijo za nadaljevanje študija. Računalništvo je tak posel v teh dneh, da študentje že zelo hitro dobivajo resne ponudbe in znaten del naših študentov po prvi stopnji odide v službo, čeprav bi morda morali biti tudi malo bolj ambiciozni in nadaljevati še nekaj šolanja. Zdaj, mogoče bi na tem mestu jaz želel namigniti, da odločitev za študij na drugi stopnji ne pomeni, da morate vse vaše podjetniške želje, nagnjenja postaviti na stranski tir. Da večkrat se na tej drugi stopnji dogaja to, da študentje izbirajo teme, izbirajo vsebine, ki jih po eni strani pritegnejo tako z stališča znanja, ker so vedoželjni, po drugi strani pa tudi zato, ker bi v njih radi delovali poslovno. Zdaj, v nadaljevanju bomo predstavili več teh študijskih programov in smeri, na katerih deluje naša fakulteta za računalništvo in informatiko, in jaz se moram na tem mestu malo upravičiti, ker bo mogoče cela predstavitev malenkost nagnjena v smer teh naših matičnih programov. Zdaj, mogoče bi povedal eno anekdoto. Pred časom so
k nam na fakulteto prišli predstavniki enega podjetja in so rekli, super ste, pa ne samo vi, tudi diplomanti, recimo fiziki, matematiki, strojniki, elektrotehniki, vse take profile rabimo, vse take profile želimo pri nas imeti, v bistvu neko razvojno računalniško podjetje. Potem so pa rekli, ampak bolj kot to, ti fantje, ti punci znajo marsikaj, bolj kot to potrebujemo pa vaše drugostopenjske diplomante, zaradi tega, ker oni znajo pa obdelati celotno zgodbo od zasnove do izvedbe in vejo, kako bojo balinali v takšnih razvojnih ekipah, poznajo načine izdelave nekega računalniškega produkta od same ideje, algoritma, zasnove do tega, da ga potem spravijo v produkcijo in na trg. Zdaj, toliko mogoče v tem samem začetku, jaz bi počasi potem besedo predal našim skrbnikom študijskih programov. To so zdaj ti naši študijski programi, če čisto administrativno pogledamo, v prvih 2 alinejah imamo dejansko smeri našega matičnega študijskega programa, potem Fakulteta za računalništvo in informatiko je tudi koordinator študijskega programa multimedija, za preostale 3 študijske programe, računalništvo in matematika, kognitivna znanost in uporabno statistiko, tukaj je pa Fakulteta za računalništvo in informatiko sodelavka na programu, formalno se študentje potem upisujejo na drugo članico te naše univerze. Torej, jaz bi besedo zdaj predal kar profesorju Mateju Kristanu, skrbniku naših matičnih študijskih programov. Prosim. Hvala, Gašper. Lepo pozdravljeni vsi. Moje ime je Matej Kristan, kot je Gašper rekel, sem skrbnik programa računalništva in informatika. Zdaj ta program se deli v 2 smeri, smer računalništvo in informatika in pa smer podatkovne vede. Pa začnimo z smerjo računalništvo in informatika. Torej, drugostopenjska smer računalništvo in informatika je nekako logično nadaljevanje prvostopenjskega programa računalništvo in informatika. Zdaj, če na prvostopenjskem programu razvijamo temeljna znanja, ki so pomembna za nadaljnje delo na področju računalništva in informatike, je ta drugostopenjska smer namenjena poglobitvi v izbrana podpodročja računalništva in informatike. Na tem programu oziroma na tej smeri imamo 72 vpisnih mest. Vkolikor se na smer prijavi več kandidatov, kot je vpisnih mest, izvedemo razvrstitev in sicer kandidate razvrstimo glede na povprečno oceno doseženo na njihovi prvi stopnji njihovega študija, ki so ga opravili, in pa na podlagi izbirnega izpita, ki ga izvedemo v začetku septembra. Zdaj, tako kot sem rekel, ta smer je namenjena fokusiranju v podpodročja računalništva in informatike in tu si tudi želimo, da bi imeli študentje možnost sami izbrati ta področja fokusa. Temu primerno je strukturiran tudi predmetnik. Študij traja 2 leti. Edini obvezni predmet na študiju je matematika kot predmet osnovnih znanj, ki so potrebna pri vseh ostalih podpodročjih računalništva in informatike. Potem pa imate izbirnost oblikovano v module, imate del splošne izbirnosti in pa velik del tega študija je magistrsko delo. Obsega precej dela, to je recimo ekvivalent dela 4 predmetov. Znotraj magistrskega dela si pa želimo, da se študenti še dodatno poglobijo v res neko nišo njihovega
njihovega izbranega področja in tisto nišo obdelajo in si pridobijo neka dodatna specifična znanja. Zdaj, če pogledamo proces izbirnosti, kot sem rekel, je strukturiran v neke module. Zdaj, kaj so moduli? Moduli so skupki 4 predmetov, ki nekako razpenjajo pod področje računalništva in informatike. Na fakulteti ponujamo 7 takih modulov, se pravi, od teh 7 modulov si izberete 3 module, in potem imate pa še neko dodatno možnost izbirnosti, znotraj katere par predmetov izberete iz nabora vseh ponujenih predmetov na naši fakulteti in pa predmetov ponujenih na univerzi. Zdaj, ena specifika tega študija oziroma te smeri je, da ponujamo študentom pridobitev dvojne diplome. Zdaj, dvojna diploma, to izvajamo v sodelovanju z Tehniško univerzo v Gradcu. Dvojna diploma je namenjena tistim kandidatom, ki si želijo poglobiti neko mednaroden element pravzaprav na študiju. Se pravi, ki si želite probati iti na drugo univerzo, poslušati snovi in predavanja iz druge univerze, biti v interakciji s tujimi profesorji in spoznati tuje študente, ki izhajajo iz drugačnega študijskega sistema, kot ste ga navajeni tukaj mogoče. Potek pridobivanja dvojne diplome je v bistvu približno tako izgleda. V prvem semestru, na koncu prvega semestra, če se za to odločite, se prijavite na dvojno diplomo, zato imamo razpisanih 10 mest, greste skozi en izbirni postopek, skozi neke intervjuje, če ste izbrani, potem v drugem letniku en semester opravite na Tehniški univerzi v Gradcu. Zdaj, znotraj tega morate obdelati nekaj dodatnih obveznosti, se pravi, je nekaj več dela kot na standardni smeri računalništva informatika, ki vodi le k naši diplomi. Ko opravite te obveznosti, dobite, oziroma pravzaprav že prej je dobro si poiskati mentorja na Tehniški univerzi v Gradcu in pa mentorja na FRIU. In potem v sodelovanju s temi 2 mentorji izdelate magistrsko nalogo in po uspešnem zagovoru pridobite 2 diplomi. Se pravi, eno diplomo, ki jo priznava Univerza v Ljubljani, in pa eno diplomo Tehniške univerze v Gradcu. Se pravi, to je neka taka specifika, mogoče med našimi študijskimi programi, ki pa jo vsako leto kar nekaj študentov uporabi in vsi prihajajo nazaj zadovoljni s to neko dodatno izkušnjo, ki je bila ponujena in novimi poznanstvi, ki jih pri tem ustvarjajo. Zdaj, za predstavitev naslednje smeri predajam besedo kolegu Eriku Štrumblu, ki je koordinator te smeri. Erik, prosim, kar k mikrofonu in kameri. Ja, se slišimo. Lep pozdrav vsem skupaj. Moj ime je Erik, kot me je že Matej predstavil. Skrbim za to smer podatkovne vede. Magistrski študij podatkovne vede se v bistvu letos prvič izvaja v tem šolskem letu. Gre za smer magistrskega programa, kot je že Matej omenil, magistrskega programa računalništva in informatika, ki pa ima svoj predmetnik, drugačen vpisni postopek in tudi drugačen pridobljen naziv, magister računalništva in podatkovnih ved. Sam študij je zastavljen z jasnim ciljem. Vzeti študenta z ustreznim računalniškim matematičnim predznanjem in ga pripraviti za kariero na področju analize podatkov. In to na tak način, da ima študent dovolj širine, če potem ubere praktično pot v industriji, raziskovalno pot ali pa kot metodološka podpora raziskovalcem ali v poslovnem svetu.
in na dovolj visokem nivoju, da bodo ti študenti potem nekoč predstavljali vodilni kader na področju, ki si ga bodo izbrali. Zaradi tega jasnega cilja je predmetnik sestavljen nekoliko drugače, torej veliko več je obveznih predmetov. 6 predmetov je povsem obveznih, od tega 2 pokrivata bolj praktične vidike, preostali 4 pa matematične vidike, statistiko in strojno učenje, torej to vse v prvem letu. V drugem letu pa si potem študenti obvezno izberejo še 2 poglobljena predmeta, torej se na nek način specializirajo na področju, ki ga mi dobro pokrivamo in je pomembno za analizo podatkov, torej lahko izbirajo med naprednim strojnim učenjem, med napredno statistiko, delom z velikimi količinami podatkov ali pa globokim učenjem. Lahko pa seveda izberejo tudi vse 4 predmete. Preostanek predmetov pa je moč izbrati iz precej širokega seznama povezanih predmetov od računalniškega videa, procesiranja naravnega jezika, slikovne biometrije, bioinformatike, visoko zmogljivega računanja, analize omrežij in tako naprej. Posebnost študija, prva posebnost je tesno sodelovanje z industrijo. V tem šolskem letu že 6 podjetij aktivno sodeluje in sponzorira ta naša prizadevanja. Tako da v prvem semestru pri enem predmetu so imeli študenti priložnost iz prve roke od velikega števila gostov iz industrije slišati neke praktične izkušnje. V drugem semestru študenti v okviru predmeta, torej celoten predmet je namenjen delu na projektu, na nekih praktičnih problemih industrije, obenem pa s tem svojim prizadevanjem sodelujo tudi pri tekmovanju projektov, ki smo ga organizirali, kateremu smo povabili tudi študente drugih smeri in dodiplomske študente. Druga večja posebnost študija je pa, da je v celoti v angleščini in si tudi prizadevamo privabiti relativno velik delež tujih študentov. Zdaj, število vpisnih mest je 18, kar je relativno majhno, zdaj govorimo o mestih za slovenske študente oziroma EU študente. Študij pa je bolj zahteven, tako da na nek način je namenjen najboljšim študentom računalništva in drugih tehničnih študijev, pa študentom matematike in fizike. In tu si tudi prizadevamo pridobiti čim bolj širok spekter študentov, da se lahko tudi učijo eden od drugega. Predvsem pa najboljši, ne mislim samo študente, ki imajo do sedaj najboljše ocene, ampak predvsem študente, ki jih delo s podatki zanima, ki jih to področje zanima in so pripravljeni vložiti čas in trud, ki ga študij zahteva. Zdaj, upam si trditi, da poleg znanja in brez dvoma tudi zadovoljstva, ki vam ga bo prinesel zaključek takega študija, da tudi v karieri ne boste imeli problemov. To je že Gašper omenil in jaz bi še enkrat poudaril, da že kot računalničarjem se vam ni potrebno bati za zaposlitev. Ampak če imate pa še ta specializirana znanja za analize podatkov, pa lahko rečem, da podjetja stojijo v vrsti, ker pač kadra ni. In temu primerno so potem, če smo čisto iskreni, tudi številke na plačilnih listah višje. Sicer pa toliko iz moje strani, bi vas pa povabil, že jutri bomo organizirali srečanje, tukaj imate vse potrebne informacije, sicer pa dogodek najdete tudi na Eventbrite. Srečanje študenti podatkovnih ved, kjer boste lahko postavili vprašanja in v bistvu iz prve roke izvedeli, kakšna je pa izkušnja študenta s tem našim programom. Tako da s tem bi jaz zdaj zaključil, še enkrat vas povabim, da se tudi jutri udeležite, bom pa ostal tu in na koncu tudi odgovoril na morebitna vaša vprašanja. No, sedaj bi pa besedo predal naslednjemu. Hvala. Hvala lepa. Moje ime je Matija Marolt in na FRI sem skrbnik programa Multimedia, tako da bi ga seveda zdaj na kratko predstavil. Zdaj program Multimedia je prvi od interdisciplinarnih magistrskih študijskih programov, ki jih danes tukaj predstavljamo. In ta program izvajata skupaj Fakulteta za računalništvo in informatiko in pa tudi Fakulteta za elektrotehniko. Sam program je po svoje nadaljevanje prvostopenjskega programa Multimedia, ki ga tudi izvajata obe članici, ki sem jo omenil. Po drugi strani pa mislim, da je primeren tudi za študente drugih študijev, tako če govorimo o osnovnem študiju računalništva in informatike ali pa elektrotehnike, kot tudi drugih recimo tehniških študijev, ki dajo dovolj nekega osnovnega tehničnega
pa tudi programerskega predznanja za nek tak študijski program. Torej, zdi se mi, da je lahko namenjen pravzaprav širši populaciji, ki jih zanima področje multimedije. Kaj to področje pokriva oziroma kaj sam program pokriva, bom razložil v nadaljevanju. Za začetek še par podatkov, torej vpisnih mest imamo 30. Okolikor bi bilo zanimanja več, je seveda podobno kot pri programu računalništva in informatike, izberni izpit, ki se bo zgodil septembra in bodo pač kandidati izbrani glede na rezultate izbernega izpita in pa povprečje oceno prve stopnje. No, če pogledamo zdaj, kot sem rekel, program sam je namenjen tistim, ki jim področje multimedije zanima, ampak seveda multimedija je zelo širok pojem, tako da je morda fino razložiti, kaj je pravzaprav namen tega programa in kakšne vsebine pokriva. Zdaj, glede na to, da program izvajata dve, če tako rečem, tehnični članici Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko in Fakultete za elektrotehniko, to vsekakor je magistrski študijski program, ki je tehnično usmerjen. Se pravi, ni to program, ki je kreativen, kjer bi se učil snemanja ali pa podobnih, če rečem, ustvarjalnih oziroma kreativnih veščin, ampak v bistvu pokriva multimedijo in multimedijske sisteme iz nekak tehničnega aspekta. Zdaj, kaj to je? Zdaj, če si predstavljate nek, recimo, velik multimedijski sistem, en, ki ga vsak dan uporabljate, naprimer je gotovo YouTube. YouTube je pač sistem, ki mora po eni strani shranjevati ogromne količine nekih audiovizualnih vsebin, po drugi strani mora preko omrežja znati na učinkovit način servirati ogromnemu številu uporabnikov, po tretji strani mora znati te vsebine obdelovati in po četrti strani mora seveda znati uporabnikom te vsebine na ustrezen način predstaviti, jih priporočati in tako dalje. In vse to so nekak aspekti, ki jih predmeti in tudi sam program poskuša pokrivati, se pravi, kako so zasnovani, kako snovati multimedijske sisteme iz različnih aspektov. In če pogledamo nekak področja, ki jih znotraj tega programa pokrivamo, imamo na eni strani vsebine, se pravi, kako z multimedijskimi vsebinami delati, kako jih obdelovati, kako naprimer po njih iskati, jih indeksirati. Nekaj malega je tudi poudarka na oblikovanju teh vsebin. Po drugi strani nas zanimajo seveda, kako delujejo multimedijski sistemi, se pravi, kako se dogaja prenos signalov, prenos vsebin, kako poteka prenos po omrežjih, kako delujejo vgrajeni sistemi na področju multimedije, IoT kot recimo en aspekt, ki tudi velike količine podatkov generira. Tako da na bolj sistemskem nivoju, tretji nivo je pa bolj uporabniški, se pravi, kako delati z uporabnikom, kako načrtovati uporabniško izkušnjo, kako komunicirati z uporabnikom preko aplikacij, kako nekako uporabiti neke aspekte recimo inteligentnega procesiranja ali pa umetne inteligence za to, da recimo priporočamo vsebine ali pa kaj drugega počnemo proti uporabnikom. To so nekak glavni stebri, na katere se osredotočajo predmetnik tega programa. In kolikor vas take snovi zanimajo in seveda bi si želeli bolj poglobljeno spoznati te aspekte, bolj kot so recimo na matičnem programu računalništva izpostavljene, je gotovo program multimedija nekaj, o čemer lahko razmislite, da bi se vanj opisali. Zdaj seveda, ker je področje zelo široko, vsega tega, kar sem tukaj naštel, ne spozna vsak, ampak imate tekom študija seveda možnost, da se preko izbirnih predmetov sami osredotočite na vsebine, ki vas bolj zanima. Tako da poleg obveznih predmetov ima program kar nekaj izbirnosti, že v prvem letniku lahko določene vsebine zbirate, ki so pravzaprav zelo različne med seboj, tako da se lahko malo fokusirate na to, kaj vas bolj zanima. V drugem letniku se pa predmeti nekako usmerijo v dva sklopa. En je bolj uporabniško usmerjen in lahko izbirate med vsebinami, ki, bom rekel, bolj se usmerjajo na uporabnika in na njegovo interakcijo z multimediji. Drug pa je bolj sistemski, se pravi, če vas bolj zanimajo sistemi in kako sistemi delujejo, so predmeti nekako fokusirani v ta del.
Naj poudarim še prosto izbirne vsebine, tako kot vsak program, seveda so tukaj na voljo. Pri tem obe članici nudita predmete, ki so, znotraj katerih dejansko se lahko posvetite recimo raziskovalnemu delu v laboratoriju, ki je seveda blizu snovi, ki vas zanima, in v bistvu to tudi prenesete potem v neke kreditne točke znotraj interdisciplinarnih projektov ali obštudijske strokovne dejavnosti. Jasno, da vas v drugem letniku čaka tudi magistrska naloga, ki je podobno, kot je že Matej prej omenil, precej obsežna, ima 24 kreditov in torej se lahko še res dobro poglobite v tisti del, če mu rečemo, področja, ki vas zanima. Toliko z moje strani, tako da če bodo kakšna vprašanja, seveda jih lahko zastavite pozneje, ko pridejo na vrsto. Tako da zdaj bi pa predal besedo naprej Mateju. Hvala, Matija. Torej, naslednji interdisciplinarni program, ki ga ponujamo oziroma v katerega smo vključeni, je računalništvo in matematika. To je program, ki ga izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko. Ta program je namenjen tistim računalniško navdahnjenim, ki si želijo obogatiti matematična znanja, podporna znanja, ki jih potem lahko v računalništvu uporabljajo, oziroma tistim matematično navdahnjenim, ki si želijo nekako nadaljevati študij vzdolž matematičnih ved, hkrati bi pa si želeli spoznati praktične elemente, se pravi, kako te modele, te matematična znanja aplicirati v programe, s tem, da razvijajo bolj kompleksne sisteme. In nekdo mi je, se opravičujem. Ok. Torej, razvijati bolj kompleksne sisteme, ki pač zahtevajo ta matematična znanja. Na tem programu imamo 33 vpisnih mest. Zdaj, spet, kot pri ostalih programih, če je vpisanih več kandidatov, kot imamo prostih vpisnih mest, se izvede razvrstitvena izbira, kjer vas razvrstimo glede na vašo povprečno oceno na prvi stopnji in pa na podlagi rezultatov izbirnega izpita, ki se zgodi v začetku septembra. Glede na to, da je ta program namenjen kandidatom, ki želijo nekako študirati na preseku računalništva in matematike, je tudi predmetnik strukturiran v tej smeri. Nekako tako čez pol predmetov izberete na naši fakulteti, pol predmetov na Fakulteti za matematiko in fiziko. In obe fakulteti ponujata predmete, ki so po njihovem mnenju ravno primerni za to povezovalno področje računalništva in matematike. In spet na koncu zaključite svoje delo z magistrskim delom in ta magistrska dela so tipično bolj matematično navdahnjena kot povprečna magistrska dela na študiju recimo računalništva in informatike. Toliko o tem programu. Naslednji interdisciplinarni program, v katerega je naša fakulteta vpeta, je kognitivna znanost. To je najbolj interdisciplinarni program, v katerega smo vključeni, ki ga ponujamo. Ta program se izvaja v sodelovanju z medicinsko fakulteto, filozofsko fakulteto, pedagoško fakulteto in 3 tujimi univerzami, in sicer Univerzo na Dunaju, Bratislavi in pa Budimpešti. Zdaj je enako spet kot pri ostalih programih, imamo omejeno število vpisnih mest, v tem primeru jih je 27 in spet se uporabi razvrstveni postopek, kolikor je več kandidatov prijavljenih, kot imamo mest. Zdaj, mogoče ena
zanimiva specifika tega študija. Se pravi, ta študij je namenjen tistim, ki si želijo delovati na področju spoznavnih znanosti, znanosti o duševnosti. Se pravi, tistim, ki želite delati v izrazito interdisciplinarnih skupinah, ki si želite pridobiti interdisciplinarna znanja, ki so nekako razpeta med vse te fakultete in univerze, ki so tukaj navedene. In pa tistim, ki želite postati strokovnjaki, ki so sposobni povezovalnega dela v takih izrazito interdisciplinarnih skupinah. To so tipično veliki projekti, kjer rabite veliko različnih znanj povezati na prav način, da različni kadri razumejo en drugega in da dosežete cilje projekta. Zdaj, tiste, ki vas zanima študij kognitivne znanosti, vas vabim na pedagoško fakulteto, so torej na informativne dneve, ki se bodo zgodili na pedagoški fakulteti. In sicer 15.6. In pa 3.7. bosta 2 informativna dneva oziroma sta napovedana 2 informativna dneva. Točno, kdaj bosta ta 2 informativna dneva in v kakšni obliki, prosim pogledajte na spletno stran pedagoške fakultete, ki je nosilka tega študija. Tam bojo objavljene vse podrobnosti o izvedbi teh informativnih dni. Zdaj bi pa besedo predal Juretu Žabkarju, da nam predstavi še en interdisciplinarni program. Prosim, Jure. Hvala, Matej. Lepo pozdravljeni. Uporabna statistika je še en magistrski program, ki v bistvu vabi študente, ki jih zanima analiza podatkov, ki imajo veselje do analize in predstavitve podatkov, podobno kot je že Erik prej predstavil za podatkovne vede, tudi tukaj, ne samo da je tukaj mogoče poudarek bolj na statistiki, pa pri tem študiju sodeluje ogromen fakultet. To je zelo interdisciplinaren študij. Fakulteta za družbene vede, biotehniška, ekonomska, medicinska fakulteta, potem pa fakulteta za elektrotehniko, pa fakulteta za matematiko in fiziko in na koncu se spodob še potem naša, se pravi za računalništvo in informatiko. Zdaj, kandidati, ki jih ta študij zanima, so izbrani na podlagi povprečne ocene, ki jo dosežejo na študiju prve stopnje, in potem, če ste sprejeti na enega od teh 20 vpisnih mest, si lahko zberete modul. Modulov je kar nekaj, imate tudi tukaj na prosojnici napisane. Zdaj se ne bi spuščal vsakega posebej, če koga zanima, mi lahko zastavi vprašanje na tej platformi. Drugače pa vas vabim na skupni informativni dan študija Uporabna statistika. Ta bo 28. maja ob 4. Več podatkov dobite na tej spletni strani stat.uni-lo.si. Ravno tako bo šlo za spletno konferenco, tam bodo pa koordinatorji tega programa predstavili majčkeno več podrobnosti, kakor sem jih jaz tukaj povedal. Tako, toliko z moje strani, zdaj bi pa predal besedo Alenki Kavčič, ki bo povedala nekaj več o mednarodnih izmenjavah. Hvala, Jure. Pozdravljeni vsi skupaj. Torej, jaz sem koordinator za mednarodne izmenjave na fakulteti in verjetno že poznate mednarodne izmenjave iz prve stopnje, verjetno ste se udeležili tudi kakšne izmenjave. Zakaj gre pri izmenjavi? Dejansko na vsaki stopnji študija imate kot študenti na FRI možnost upravljati del študijskih obveznosti tudi v tujini.
Zdaj, obstaja neka omejitev, in sicer največ 12 mesecev oziroma največ 60 kreditov obveznosti lahko opravite, ampak to ne na vsaki stopnji, torej tudi na drugi stopnji. Zdaj, prej je kolega omenil program dvojne diplome v Gradcu, in tudi ta program lahko opravite v okviru mednarodne izmenjave, recimo Erasmus izmenjave. Ta program Erasmus je nekako najbolj znan program mednarodnih izmenjav, ni pa to edini. Predvsem prednost programa Erasmus je to, da če ste sprejeti, imate nekako že zagotovljeno tudi finančno dotacijo, se pravi, da nekako lažje tudi finančno izvedete to izmenjavo. Obstajajo pa tudi drugi programi, kot so recimo CEPUS, AIN ali pa MAUI, tudi različne bilateralne pogodbe. Več o tem boste pa zvedeli na informativnih dnevih, takrat, ko bomo imeli za izmenjave. Zdaj, te študijske izmenjave, torej greste lahko na izmenjavo za študij, opravljate predmete, ki se vam potem priznajo na free. Druga varianta v okviru Erasmusa je pa tudi, da greste na prakso v tujino. Na prakso greste lahko tudi ne samo preko programa Erasmus, ampak kot tukaj vidite na prosojnici, omogočamo tudi praktično usposabljanje JRC ISPRA, kjer greste lahko na praktično usposabljanje do 5 mesecev. Prakse so plačane, predvsem pa delate na nekih že vnaprej razpisanih temah, ki so potem tudi lahko teme za vašo magistrsko nalogo. Razpis se ponavadi objavi, se pravi, za vas to pride v upoštev v drugem letniku, in vsako leto je objavljen razpis, razpisane te magistrske teme, in se lahko pač na njih prijavite. Torej, če imate še kakšno dodatno vprašanje, nekaj v izmenjavah lahko dobite na tej spletni strani, ki je tukaj prikazana, ali pa ga postavite na naši platformi. Hvala lepa, predajam besedo naprej prodekanu Gašperju Fijavžu. Pozdravljeni znova. Zdaj, če je druga stopnja nekako eno tako relativno mehko nadaljevanje prve stopnje, je pa doktorski študij tretje stopnje res en kvantni skok. Zdaj, vedno na teh informativnih dnevih ne želimo postavljati stropa prenizko, torej tudi, ko se pogovarjamo o drugih stopnjah študijskih programov, vam povemo, kje je možno nadaljevati vaše šolanje tudi na tretji stopni. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko seveda skrbimo za doktorski študijski program računalništvo in informatika, ravno tako pa sodelujemo pri doktorskem študijskem programu bioznanosti. Zdaj, če sem na začetku rekel, želimo vas zvleči iz firm, pa reči, dajte nadaljevati šolanje tudi na drugi stopni. Mogoče bi na tem mestu omenil nekaj možnih karier po tem, ko zaključite vaše šolanje na drugi stopni. Torej, v teh časih, ko je računalništvo zelo, zelo propulzivno, imamo tudi na fakulteti vsako leto kar precej vpisnih mest, služb, delovnih mest, raziskovalcev, asistentov. Zdaj, tisto, česar se v zadnjih letih mogoče najbolj veselimo, ali pa tista kariera, ki jo mogoče najbolj propagiramo, omogočamo, je, da diplomanti druge stopnje, doktorski študenti delno ostajajo v stiku z univerzo, z akademijo, z tem, da sodelujejo kot raziskovalci ali pa asistenti samo v nekem deležu in ravno tako hkrati upravljajo tudi neko tržno dejavnost, kjer sproščajo svoje podjetniške nagibe, pa so zaposleni tudi v neki zunanji delovni organizaciji.
Tako da po eni strani ostajajo v stiku z raziskovalci na fakulteti, ostajajo v stiku s študenti, se hkrati od njih učijo, njim predajajo znanja, po drugi strani pa delujejo tudi na čisto podjetniškem nivoju. Zdaj za konec bi potem še nekaj administrativnih zadev želel predstaviti. Prijava na drugo stopnjo poteka preko državnega spletnega portala EVŠ. Rok za prijavo je 31. avgust. Zdaj, če boste želeli oddati prijavo na vseh teh nekaj programov, ki smo jih predstavili, boste videli, da tisti programi in smeri, torej računalništvo, informatika, podatkovne vede in pa multimedija, so na voljo v košarici Fakultete za računalništvo in informatiko, medtem ko recimo program računalništvo in matematika je v košarici Fakultete za matematiko in fiziko, uporabna statistika Fakultete za elektrotehniko in pa kognitivna znanost, pedagoška fakulteta. Zdaj, kar se prijav tiče, vi lahko v teh vaših prijavah označite več izbir. Torej, lahko se prijavite na vse 3 programe, ki jih koordiniramo na Fakulteti za računalništvo in informatiko, in hkrati s to prijavo boste oddali tudi preference. Torej, moja prva želja bi bila recimo smer podatkovne vede, druga želja multimedija in tretja želja smer računalništvo in matematika. Zdaj, v primeru, ko bo teh prijav preveč, ko bi morali izvesti izbirni postopek, imamo med našimi partnerskimi fakultetami, torej s Fakulteto za matematiko in fiziko in s Fakulteto za elektrotehniko, nek tak dogovor, da ti izbirni izpiti potekajo simultano, potekajo hkrati. Torej, če se študent prijavi na čez prst, bom rekel, računalništvo in informatiko in tudi računalništvo in matematiko, potem piše malenkost bolj obsežen izbirni izpit in del tega izpita mu upoštevamo na enem študijskem programu, del tega izpita pa na drugem študijskem programu. Ta izbirni izpit bo v resnici potekal še pred tem rokom za diplomiranje. Zdaj, na kakšen način bomo to letos izvedli, tega vam v tem trenutku še ne morem izdati. Torej, računamo, upamo, da bo možno to izvesti na lokaciji v živo. Zdaj, v primeru, če se bojo stvari zapletale, bomo mogoče imeli izpit, ki bo potekal oddaljeno. Vsekakor je pa potrebno za dokončen vpis na drugo stopnjo tudi izpolniti pogoje. Diplomirati je potrebno do 16. septembra, oziroma natančneje do 16. septembra je potrebno prinesti v naš študentski referat potrdilo o zaključku prvostopenjskega študija. Torej, če ste slučajno mogoče iz Maribora, iz Ferija, pa boste tam diplomirali kakšen dan prej, se boste morali vseeno potruditi in ustrezno dokumentacijo dostaviti na našo fakulteto. Zdaj, to bi bilo z moje strani v tem trenutku vse. Bi pa zdaj povabil še študenta Gregorja Mežiča in potem Žana Ljuban, da osvetlita nekaj teh naših študijskih programov čisto iz svojih subjektivnega vidika. Prosim. Ja, hvala za besedo in lepo pozdravljeni. Jaz sem Gregor Mežič, sem študent 2. letnika magistrskega programa računalništva in informatike. Jaz vam bom predstavil nekaj svojih osebnih vidikov, nekaj svojih misli o tem študiju,
In začel bi mogoče kar z razlogi, zakaj sem se jaz upisal na ta študij. No, teh razlogov je bilo kar nekaj, jih je bilo več. Najpomembnejši je pa verjetno ta, da sem želel pridobiti neka dodatna, bolj poglobljena in napredna znanja, predvsem iz določenih predmetov, naprimer predmeti kot so algoritmi, pa umetna inteligenca in strojno učenje in ostali predmeti, ki me osebno malo bolj zanimajo. No in moram priznati, da sem to znanje, ki sem ga želel, po katerega sem prišel, da sem na tem študiju tudi dobil. Dotaknil bi se mogoče tudi razlik med dodiplomskim in magistrskim študijom. Jaz bi rekel, da nekih večjih razlik, kar se tiče samega izvajanja predmetov, niti ni. Torej, tako kot na dodiplomskem študiju ima vsak predmet 3 ure predavanj in 2 uri vaj na teden. Ocena je sestavljena iz 2 delov, ponavadi torej ocena iz vaj, ki se pridobi iz nekega sprotnega dela, z domačim nalogom, s kakimi projekti in tako naprej. In pa drugi del ocene je ponavadi izpit, kjer je v večini snov iz predavanj. Torej, to je zelo podobno kot na dodiplomskem študiju. No, je pa tudi nekaj razlik. Sam mislim, da moje mnenje, da so predmeti nekoliko bolj usmerjeni, ker na dodiplomskem študiju sem imel občutek, da predmeti grejo nekako bolj v širino in bolj površinsko. No, tukaj pa znotraj enega modula se nekako bolj poglobimo v to snov, v to področje računalništva in informatike. To je bilo tudi meni osebno kar precej všeč na tem študiju. No, pa še ena razlika je, da sem vsaj pri tistih predmetih, ki sem jih jaz osebno imel, je, da je bilo predvsem na vajah več celosemestrskih projektov. To je tudi stvar, ki je meni osebno zelo všeč, ker smo na vajah potem izdelali nek celovit in uporaben izdelek na koncu. Da nismo samo sestavljali neke male delčke, pa tiste tedenske naloge in tako, ampak smo na koncu na vajah dejansko izdelali nekaj uporabnega, tako da se lahko tudi uporablja. Pa tudi sama težavnost, ne bi rekel, da je med dodiplomskim in magistrskim študijem nek ogromen preskok. Mogoče je snov za kakšen nivo težja, kar je tudi pričakovano seveda, ampak sam prihajam iz visokošolskega študija računalništva in informatike in se mi je zdel, na primer, ta preskok iz srednje šole na dodiplomski študij bistveno večji kot pa med dodiplomskim študijem in magistrskim programom, tako da tukaj večjih težav ni. Mislim, da gre težavnost nekako premo sorazmerno z našim dosedanjim znanjem. Tako da iz tega vidika mislim, da ni večjih težav. Je pa snov, kot sem rekel, malo bolj poglobljena, bolj napredna, ampak je kar v redu z tega vidika. Tako, jaz bi vas, da ne bom predolg, bi vas raje pozval, da mi postavite kako vprašanje preko kanala Slido. Besedo pa predajam naprej Žani Juvan. Hvala za pozornost. Živja, jaz sem pa Žana, za one, ki me še ne poznate, sem študentka 2. letnika magistrskega programa Multimedija. Predtem sem pa tudi bila na multimediji, torej na dodiplomskem študiju. Zdaj, za študij tukaj pač na magisteriju sem se odločila načeloma predvsem zato, ker sem želela nadgraditi pač ta znanja, ki sem jih pridobila na prvi stopnji. Recimo, meni je bilo ful všeč tudi že na prvi stopnji, da je pač študij dosti širok, pa pač zelo veliko obsega in tako je tudi na magisteriju. V bistvu na koncu se za vsakega najde pač nekaj, kar mu je recimo zelo zanimiv, zdaj pa če govorimo to o nekem programiranju ali pa potem na drugi strani o uporabniški izkušnji. Zdaj, po mojem primerjavo, pač prvo stopnjo je študij mogoče še bolj tehnično usmerjen.
torej za tiste, ki jim je to všeč, je to seveda fino. Velik poudarek je pa predvsem na praktičnem delu, pa na razvoju izdelkov pač na različnih področjih. Zdaj pri večini predmetov, enako kot na FRIU očitno, delo poteka predvsem projektno in pa zelo pogosto v skupinah. To je bilo meni recimo ful všeč, ker pač ti je zadeva omogočala, da si pač zbral neko tematiko oziroma področje, ki ti je recimo zelo dobro ležalo ali pa si ga hotel recimo malo bolj raziskati in se na koncu še nekaj naučiti. Hkrati pa si dobil recimo tudi dosti dobro podlago za povezavo še s ostalimi kolegi, glede na to, da imamo dovolj veliko predmetov, v bistvu tudi iz ostalimi študenti, niso pač recimo predmeti izključno za nas, za multimedija. Še druga zelo dobra stvar, vsaj po mojem, je izbernost predmetov. Ta je veliko večja od izbernosti na prvi stopnji. To je predvsem res v 3. pa 4. semestru, ker si praktično izbereš vse predmete. Zdaj seveda nekateri so iz nekega omejenega nabora, ostali so splošno izberni, tako da tukaj je vsaj po mojem zelo fino, ker si pač odločiš recimo, kaj te mogoče bolj zanima, kaj bi rad se naučil in potem si izbereš to. Mogoče se mi zdi fajn tudi še omeniti, da predmeti tako izberni, kot mislim, da tudi nekateri obvezni, so potekali večinoma v angleščini. To pač je ful fino, če ti angleščine ni problem, kar verjamem, da večini ni in zadeva omogoča neko lažje spoznavanje mednarodnega izrazoslovja na samem področju predmeta. Potem pa še zadnja stvar, na katero bi mogoče malo več povedala, je pa to, da študij kljub vsemu, po mojem, dopušča dovolj časa za neke dodatne obštudijske dejavnosti, ki jih ponujata obe fakulteti, torej tako FRI kot FEI in pa tudi univerza. Recimo ful fino je, če se odločite in delate kakšne dodatne študentske projekte, kar je recimo PKP ali pa ŠIPK. Zelo fino je pa tudi, ker na obeh fakultetah v bistvu obstajajo različni laboratoriji ali pa raziskovalne skupine in tudi tekom študija, pa recimo na predmetih, te tudi dosti asistentov recimo povab, da se lahko, če te zadeva seveda zanima, k njim priključe, z njimi sodeluje, zdaj ali je to v smislu dela ali pa recimo tudi za magisterij, če še ne veste, kaj bi radi delali. Zdaj, po mojem je nasplošno to, tudi jaz bi vam rekla, da najboljš, da vprašate še kakšno stvar na tej platformi. Ja, mislim, da je to. Ok, najlepša hvala Žana in Grega in pa seveda tudi vsem ostalim skrbnikom, ki ste predtem predstavili programe. Sedaj so na vrsti vprašanja. Predlagam, da najprej pogledamo, kaj imamo od vprašanj, ki ste jih že sami zastavili tukaj na platformi Slido in potem, ko nekako pregledamo to, gremo še na mogoče dodatne vprašanja, vaše komentarje vseh, ki ste prisotni na današnjem dogodku. Se pravi, precej vprašanj je bilo na temo teh sprejemnih izpitov. Mislim, da večino jih je prodekan tudi že odgovoril. Pojavilo se sicer še eno vprašanje, ali se rezultati izbirnega izpita lahko prenesejo na naslednje leto. Ne. Žal ne. Okay. Se pravi, ta del ni mogoč. Vprašanje so potem še, mogoče gremo čez nekaj takih, ki jih mogoče lahko dosti hitro na njih odgovorimo, pa potem se poglobimo še v tiste ostale. Se pravi, ali bo dvojni magisterij z Univerzo v Gradcu glede na trenutno situacijo se izvajal tudi v prihodnje? Pogodba obstaja, tako da zaenkrat nekih odločitev ali pa smernic, da se to ne bi izvajalo, ni. Kaj bo glede na situacijo, je pa stvar, ki v tem trenutku ne moremo še povedati, razen Gašper, če bi karkoli dodal. Žal ne. Mislim, računamo s tem, da bo
to sodelovanje na tej dvojni diplomi potekalo v prihodnje, tako kot je recimo delovalo lani in predlani, pa da mogoče letošnjo situacijo obravnavamo kot izreden dogodek. Jaz bi samo pripomnil nekaj tukaj, Matej Kristan, skrbnik RI. Za te, ki se zdaj vpisujejo, oziroma ki se bojo z naslednjim šolskim letom vpisali, ko govorimo o dvojni diplomi, vi bi v tem primeru šli v Graz šele leto potem, ne? In še tam greste lahko recimo v drugem semestru, tako da kdaj bi šli fizično tja, ne? To je odmaknen kar za nekaj časa, tako da v tem letu in potencialno pol se marsikaj lahko zgodi, situacija bistveno bolj umiri, tako da ni, da bi govorili, da morate iti v Graz čez 6 mesecev. Ne? Sem to bi razjasnil. Hvala, Matej. Bilo je še eno vprašanje, ali je možno upravljati Erasmus izmenjavo takoj v prvem semestru magistrskega študija. Odgovor je ja, vkolikor ste že sprejeti. Mogoče bi jaz na tole odgovorila. Zdaj, problem te izmenjave je predvsem v tem, da se je treba prijaviti recimo 1 leto naprej. Se pravi, če ste trenutno že sprejeti na izmenjavo, torej ste se mogli že prijaviti, januarja je bil rok letos, potem ste sprejeti na izmenjavo v študijskem letu 2021 in lahko greste na izmenjavo. Sicer pa ne, se pravi, naslednji redni razpis bo šele objavljen novembra 2020 in rok za prijavo bo tam januarja nekje 2021. In to bo za študijsko leto 2021-2022, ko boste vi načeloma v drugem letniku. Morda bo vmes en izredni razpis, vendar to za drugi semester prvega letnika. Pa mogoče še kar se tiče dvojnega programa, saj enako velja tudi za izmenjave. Trenutno vsi delamo tako, kot da bojo izmenjave naslednjo leto tekle, kot so v prejšnjih letih. Zaenkrat še tudi ni nobenih odpovedi iz naših partnerskih inštitucij, da ne bi sprejemali študentov na izmenjavo, vendar se pa lahko stvari tudi spremenijo in bomo takrat obvestili, kako naprej. Ok, najlepša hvala, Alenka. Sedaj mogoče vidim, da je ene par vprašanje v zvezi z matematiko, tako da mogoče Gašper, ti si matematik. Eno vprašanje je postavljeno, se pravi, kakšna je podlaga matematike tistih, ki so bili na programu RI, če bi se hoteli vpisati na računalništvo in matematiko. Potem je pa še eno dodatno vprašanje, sicer tukaj mogoče bolj za Grego, da pove svojo izkušnjo, kakšen je preskok iz visokošolskega programa RI na magistrski RI. Ja. Zdaj, kar se matematike na IŠRM2 programu, na programu računalništva in matematika tiče, sem šel prav pogledati predmetnik. Nekaj manjka znanja bi diplomanti RI imeli. Torej, če pogledate klasične matematične predmete, izbrana poglavja iz diskretne matematike, izbrana poglavja iz numerične matematike, izbrana poglavja iz računalniške matematike, v resnici gradijo na znanjih, ki so jih matematiki ali pa mogoče študenti interdisciplinarnega programa pojedli, absolvirali, se naučili na prvi stopnji. Tako da iti iz RI na računalništvo in matematiko je seveda možno, morate biti malo naklonjeni matematiki, pa pričakovati, da bo treba kje kar močno ugrizati. So matematični predmeti, ki so računalničarjem bližje, so računalniški predmeti, ki so matematikom bližje, ampak tukaj bi morali res pazljivo potem izbirati predmete, ki bi imeli, za katere bi recimo imeli dovolj predznanja, glede na to, da
matematike na študiju računalništva in informatika je vseeno čez prst nekje za en semester samo. Torej, da se je pa, mogoče pa ne bi tega vsakemu svetoval. Kaj pa tale prehod z visokošolskega na magistrski? To je pa zdaj na Grega letele. Matematika je mogoče edini predmet na magisteriju, za katerega bi jaz rekel, da študentom VSŠ-ja mogoče nekaj malega manjka, ampak težko čisto natančno odgovorim na to vprašanje, ker če prav vem, se je matematika ravno letos spremenila, torej snov pri matematiki mislim, da se je letos spremenilo, mi smo imeli še po starem programu in tako bom rekel, kakor se spomnim, da nam je nekaj manjkalo z VSŠ-ja, ampak nekih večjih težav spet ni bilo to nadoknaditi. Mislim, da se je kar dalo. Je pa letos snov drugačna, tako da ne vem, ne poznam točno snovi, kakšna je letos in Mogoče se bom jaz spet vključil. Tisto, kar najbrž manjka nekaterim študentom VSŠ, so vsebine iz linearne algebre. Matematika 1 na magistrski stopnji vsebuje, dajmo reči, nekaj nadaljevanja iz linearne algebre in tam je treba matrični račun, lastne vrednosti in podobne vsebine znati in se jih morda samostojno naučiti. Ni pa to še zdaleč ne tako visoka ovira kot skok iz mogoče tudi univerzitetnega programa RI na interdisciplinarni program računalništva in matematika. Okay. Hvala. Gremo zdaj malček še drugih vprašanj, ki so prišla. Se pravi, nekaj je še naprej, se pravi, v zvezi z izbirnimi izpiti, ali so dostopne omejitve za vpis iz prejšnjih let. Ne vem, če čisto obstajajo stvari, verjetno zaradi izbirnih izpitov in vsega tega ne obstaja ravno takšna enotna metrika kot pri vpisih na prvo stopnjo, ali pač, Gašper, Aleš? Torej, enotna metrika ne obstaja tudi zaradi tega, ker malo si tukaj fakultete skačemo v zelje. Torej, če se vi recimo prijavite na fakulteti za matematiko in fiziko in potem delate tudi izbirni izpit na fakulteti za računalništvo in informatiko, mi vas lahko sprejmemo, potem se pa vi vseeno odločite, da boste šli študirati na drugo fakulteto in se to malo zamegli. Tudi tukaj, ker imamo več programov v sklopu tega, dajmo reči, enotnega izbirnega izpita, pride do nekega prelivanja. Torej, če ste recimo konkretno za letošnje študijsko leto, nekaj študentov je ostalo pod črto na programu računalništvo in informatika in so se potem prelili na program multimedija. Zdaj, če bi mene kdo vprašal, čist intimno, za katere dijake ali pa študente je v resnici najtežji se vpisati na študije na naši fakulteti, tukaj gre za tujce na prvi stopnji. Ampak če se pogovarjamo o drugi stopnji, vsi študentje, ki so bili med boljšimi v letniku, ki so na izbirnem izpitu pokazali neko znanje, so na nek način dobili prostor za nadaljevanje študija. Čeprav jih je mogoče 20 odpadlo. Tako, kar se tiče še enega vprašanja o omejitvi vpisa na kognitivni znanosti, kolikor sem dobil informacijo, v zadnjem študijskem letu je omejitev bila. Spet, kakšna je bila, žal te informacije nimam, verjetno iz podobnih razlogov. Za več informacij glede kognitivne znanosti je najboljše, da se udeležite informativnega dneva posebnega, ki ga bodo organizirali oni.
Eno vprašanje je še bilo v zvezi z še enim interdisciplinarnim programom, in sicer ali se program pedagoško računalništvo in informatika ne izvaja več? Ne, torej program pedagoško računalništvo se ne izvaja več. Enostavno smo v preteklih letih imeli bistveno premalo povpraševanja. Torej na zadnje, ko smo ga razpisali, sta se na program želela vpisati 2 študenta, pa še od teh je eden rekel, da v resnici je to odkljukal samo zaradi tega, ker je bilo v portalu EVŠ navedeno relativno blizu njegovega želenega programa. V redu, zdaj nekaj vprašanj je bilo tudi takih glede predmetnika, se pravi glede modulov, kako je možno izbirati, ali je možno izbrati predmete tudi iz kakšnega drugega modula. Potem je bilo vprašanje, ali je možno sploh kombinirati čisto predmete iz modulov. Pa mislim, da je bilo še eno vprašanje v zvezi z temi programi, da se nekomu ne zdijo najbolj smiselne, se pravi, da bi si spet kombiniral po svoje. Gašper? Zdaj, mogoče, če se postavim na stališče študijske smeri računalništvo in informatika, torej po moje vprašanje vezano na to smer. V predmetniku imate 3 module, potem imate pa poleg obveznega predmeta matematika še 3 izbirne predmete. Mislim, da je en naveden kot strokovno izbirni predmet, potem sta pa še 2 splošno izbirna predmeta. V sklopu teh 3 izbirnih predmetov lahko izbirate tudi predmete iz drugih modulov. Torej, opraviti boste morali 3 module v celoti, s temi 3 izbirnimi predmeti pa lahko potem izberete tudi vsebine, ki niso modulsko vezane. Torej, lahko izberete izbirni predmet, ki je v 4. ali pa 5. modulu, če ste prvi 3 izbrali kot celote. Ok, eno vprašanje je še, mislim, da v zvezi z podobnimi zadevami, samo da se malček to premaknilo, se opravičujem. Zdaj pa ne najdem tega vprašanja, ampak ok, imamo še en kup drugih, tako da lahko nadaljujemo. Se pravi, vprašanje je potem tudi za podatkovne vede, mogoče bo lahko Erik tukaj povedal, ali pa pač tudi Matej, kakšna je v osnovi razlika med programoma podatkovne vede ter računalništvo in informatika? Mogoče še enkrat pojasnimo to razliko. Ja, mogoče lahko jaz ti več povem o tem. Iz perspektive podatkovnih ved najprej. Jaz bi rekel, da je študij veliko bolj usmerjen, torej že s tem, ko imate več obveznih predmetov. To je ena stvar. Mogoče malo subjektivno, ampak študij podatkovnih ved je bolj zahteven. Se mi zdi, da zahteva več od študentov. Glede na to, da je število študentov relativno majhno, je tudi malo drugačna dinamika, ker gre v bistvu za 10 do 20 študentov, ki si deli večino predmetov, tako da je veliko več, se mi zdi, tudi sodelovanje med študenti. Z vidika predmetov je tudi tako, da študent podatkovnih ved lahko s tisto izbiro, ko ima, izbere večino predmetov iz študija računalništva in informatike, medtem ko obratno ne gre. Večina obveznih predmetov na podatkovnih vedah je nedostopnih za študente drugih smeri. No, mogoče toliko. Bo verjetno še Matej kaj dodal iz druge perspektive. Hvala, Erik. Ne, jaz mislim, da je Erik kar v redu pokazal razliko. Se pravi, podatkovne vede je zelo fokusirana študijska smer. V bistvu na računalništvo in informatika, če vas zanimajo nekateri elementi podatkovnih ved, ampak vas zanima še marsikaj drugega, je v bistvu lahko znotraj študija smeri računalništva in informatika izberete modulske predmete, ki so blizu podatkovnim vedam in ki bi jih tipično izbirali
študentje podatkovnih ved, pa kakšne izbirne predmete, ki pa jih lahko izbirate iz podatkovnih ved. Se pravi, ampak poleg tega pa lahko nadgradite to znanje še prek drugih modulov, ki so na voljo na smeri računalništva informatike. Se pravi, tako na kratko rečen, računalništva informatika smer je bolj splošna in si jo bolj lahko prilagodite kot smer podatkovne vede. Že to, da eni predmeti niso ponujeni iz podatkovnih ved na smeri računalništva informatika, razlog je zares v tem, da eni predmeti si sledijo na smeri podatkovne vede en za drugim in se predvideva neka predznanja, ki jih pridobijo študentje v tistih prejšnjih predmetih. In zato tudi ne bi mogli v bistvu ponuditi teh predmetov vsem. To je neka taka na kratko razložena razlika. Ja, mogoče bi samo še dodal, da ker smo pač smer postavili na novo, relativno pred kratkim, kar sem že omenil, je precej integracija. Kot sem že rekel, pa študente imajo možnost sodelovati s podjetji in to prelivanje znanja, izkušenj iz podjetij, pa v bistvu potem znanja študentov v podjetja poteka že tekom samega študija. In kot sem rekel, prvi semester se izve marsikaj iz prve roke iz ljudi, ki delajo v industriji, drugi semester se dela na praktičnih problemih, tretji in četrti semester pa potem v okviru magistrske naloge konkretno na nekem problemu, bodisi iz raziskovanja, iz industrije. Tako da to je ena taka razlika, da že od samega začetka vzpodbujamo to sodelovanje in se potem tako zelo zanimive stvari dogajajo. Hvala. Hvala, Erik. Matic, mogoče bi prosil zdaj tebe, so tudi nekaj vprašanj za multimedijo in sicer vprašanje, ali je na smeri multimedija tudi kaj poudarka na produkciji in izdelavi medijskih vsebin. Potem je še eno vprašanje, ali je kakšen predmet dodatno prilagojen oziroma organiziran izključno za multimedijsko smer. Hvala. Sprav, če odgovorim na prvo vprašanje, če je kaj poudarka na produkciji. Na produkciji, če govorimo bolj v smislu snemanja, obdelave materialov kot materialov, je bolj malo poudarka na drugi stopni. V glavnem je večina predmetov usmerjenih bolj tehnično računalniško, komunikacijsko, odvisno od tega, kam predmet gre, torej produkcije pa v bistvu je zelo malo. Določene te vsebine je možno v okviru prostoizbernih predmetov sicer tudi izbrati na kakšni drugi članici, ki se bolj ukvarja s produkcijo, recimo ALO ali pa AGRFT, ampak tega je pač omejeno, kakor so pač omejene prostoizberne vsebine. Tako da to ni produkcijski študij. Drugo vprašanje je pa bilo, če so kakšni predmeti samo za študente multimedije, en del predmetov je v bistvu tak, ki ga poslušajo samo študenti tega programa. Ok, tu je še eno vprašanje, ne vem, boš znal ti odgovoriti. Ali so kakšni pogoji za pristop k upravljanju diferencialnih izpitov za magistrski program? Verjetno gre za študente kakšnih drugih fakultet. Ne vem, mogoče bo Gašper to odgovoril. Bom jaz. Torej, te diferencialne izpite oziroma na predstavitvenem zborniku na spletnih straneh je zapisano, da vsebine, ki jih niste slišali na vaših prvostopenjskih študijih, upravljate kot redne predmete prvostopenjskega študija na FRI. To žal pomeni, da vsi ti študiji, ki smo jih predstavljali, ki tečejo recimo na FRI, multimedija in IŠRM, na FMF in FE, so odprti ne samo za naše diplomante, ampak tudi za druge naravoslovce in tehnike. Lahko se vpisujejo na te študije tudi strojniki, gradbeniki, tudi kemiki, fiziki,
matematiki, elektrotehniki. Zdaj, če gre pa tukaj za diplomante drugih profilov, recimo študenta, diplomanta ekonomske fakultete ali pa karikiram, geografije recimo, bi pa moral pred vpisom opraviti ustrezne izpite iz naših prvostopenjskih programov. Seveda pogledamo njegov predmetnik, je mogoče on v svojem študiju že kakšne takšne vsebine poslušal in mu potem določimo, kateri od teh predmetov, recimo diskretne strukture, programiranje je ena, osnove digitalnih vezij, arhitekturo računalniških sistemov, osnove informacijskih sistemov, bi moral dodatno opraviti, preden izpolni pogoje za vpis. Zdaj, to žal pomeni, da je to treba upravljati pred vpisom v prvi letnik drugostopenjskega študija. Po drugi strani se je pa zgodilo že v nekaj primerih, da so recimo študenti ekonomske fakultete si v zadnjih letnikih za splošno izbirne predmete izbrali takšne predmete, ki so jih potem izkoristili za domnevno diferencialne izpite, kot bi rekel. Ok, se pravi, najbrž s tem odgovarjamo tudi še na vprašanje, ali so za diferencialne izpite, ali je določena posebna literatura. Torej, literatura je določena pri vseh teh predmetih, tudi način upravljanja, kako boste programiranje upravili, to je določeno pri samem predmetu. Tako, vprašanje, ravno tukaj verjetno vezano lahko na te diferencialne izpite, kakšen pa je delež študentov, ki se vpiše na program računalništva in informatike z drugih fakultet, se pravi ne z FRI-ja. Imamo kakšen podatek? Torej, če bi tukaj izključil tudi recimo študente iz FMF in FE, potem govorimo o enem, dveh, največ 3 študentih na leto. Tako, zdaj se pravi vprašanja še nekaj teh takih podatkov je, koliko tujih študentov lahko sprejme računalništvo in informatika in koliko jih lahko sprejme podatkovne vede, se pravi koliko tujih študentov. Tukaj govorimo o tujcih, ki niso državljani EU. Jaz mislim, da imata tako smer računalništvo in informatika kot smer podatkovne vede 8 vpisnih mest za tujce. Torej, če so podatkovne vede smer, ki se izvaja popolnoma v angleščini, bi pričakovali, da bomo tam dobili tudi več tujih študentov. Medtem ko na tej matični ožji smeri računalništvo in informatika je ta delež vpisnih mest za tujce standardnih 10%. Hvala. Eno vprašanje, verjetno si mogoče Gašper na to že odgovoril, slišal, koliko študentov lansko leto ni doseglo omejitev za vpis na smer RI? Tukaj mi bo mogoče moral Aleš pomagati, ampak jaz imam v spominu take številke, okrog 20 študentov smo imeli pod črto skupaj na programu računalništva in informatika. Mogoče tudi na smeri računalništva in informatika. Jaz bi potrdil to številko. Ok, hvala. Zdaj še vprašanje vezano na takšne formalne pogoje. Dokdaj se da izboljševati izpite za nazaj? Ali je to po diplomiranju še mogoče? Ne, po diplomiranju to ni več mogoče. Vi dobite seznam upravljenih izpitov, prilogo k diplomi in povprečno oceno. Tako da to takrat žal ne gre več. Prej se do neke mere še da. Vprašanje v drugo smer, ali se da predmete upravljati vnaprej, če ne uspe diplomirati? Torej, a se bo to letos dalo, o tem ne bi rad špekuliral. V prejšnjih sezonah se je to
se tega ni dalo delati. No. Rok za upravljanje delovne prakse v 3. letniku VSŠ, glede na trenutne razmere? Torej, glede na trenutne razmere imamo natančno 11 študentov, katerim je bila praksa prekinjena. Zdaj iščemo neko rešitev, kako bi to uspeli do roka za diplomiranje rešiti. Ena možnost, ki je relativno naravna, je, da prakso pri nekem podjetju, ki v tem trenutku ne deluje, enostavno odpovemo, pa poiščemo alternativno podjetje. Druge možnosti, za katere gledamo, je pa, če recimo študent opravil znaten delež prakse, pa je zdaj nekako ostal na suhem, da bomo poskusili na nek način ali znotraj hiše poiskati neko tako delo, ali pa pogledati celoten življenjepis takega študenta, je mogoče pa pred prakso že delal na kakšnih primerljivih mestih, pa poskusili tisto nekako upoštevati. Torej, to je tema, ki jo imam zadnje 2-3 dni precej visoko na lestvici. Se pravi, mogoče za Alenko Kavčič eno vprašanje, ali ima fakulteta programe za izmenjavo študentov razen Erasmus zunaj Evrope? Nekdo sprašuje. Zdaj najprej bi poudarila to, da tudi program Erasmus je zunaj Evrope in tudi v okviru programa Erasmus imamo kar nekaj izmenjav z našimi partnerji izven Evrope. Drugače pa imamo sodelovanje in bilateralne sporazume in morda v okviru kakšnih drugih sporazumov, vendar je problem teh ostalih izmenjav predvsem v tem, da nimate vnaprej zagotovljene finančne podpore, tako kot je pri programu Erasmus recimo. Kar pomeni, da ste sicer, ko greste na izmenjavo, ste oproščeni šolnine, torej ni vam treba plačati šolnine, pa upravljate predmete tam, vendar vsi potni stroški, stroški bivanja in tako dalje so pa na vas. Da je smiselno, da si poiščete kje drugje kakšno štipendijo za to izmenjavo, ampak je ne dobite nekako privzeto vnaprej. No, zdaj tisto, kar imamo dogovorjene bilateralne sporazume, je z ZDA Sam Houston State University, potem z Hongkongom Hong Kong Baptist University, z Južno Korejo KNU, tudi z Banja Luko, univerza v Banja Luki, to je sicer v Evropi, ne, ampak izven Evropske unije, je v okviru programa Erasmus+. Potem so pa še programi AEN, kjer lahko greste na različne univerze v Avstraliji, se pravi, ki so v okviru tega združenja AEN, in program MAUI, ki omogoča izmenjavo v ZDA, spet v okviru univerz, ki so v tem združenju. Hvala, Lenka. Mogoče preden vprašamo, če je še kakšno vprašanje preko mikrofona, lahko združimo še te zadnje 2 vprašanje, ki ste nam tukaj ostali v tem na slajdu, in sicer ali je potrebno predznanje iz programiranja za upravljanje predmetov na FRIU, kateri predmet je najbolj uporaben, pa seveda ali lahko govorimo o tem, da so kakšni moduli bolj popularni med študenti. Dajmo to pustiti Mateju. Okay. Popularnost modulov, mislim, gotovo so nekateri moduli bolj popularni znotraj, ampak je pa tako, da ta popularnost, mislim, module v taki obliki, kot so zdaj, še imamo zelo malo časa, ne? Tako da popularnost se, mislim, jo težko zmerimo. Letos so bili nekateri moduli popularni, izkazali se bo, jaz tudi mislim, da so nekateri moduli
bistveno mogoče težji od kakšnih drugih modulov, kar pomeni, da drug let mogoče ne bojo toliko popularni. Poleg tega je pa tudi razlika zelo vpliva, se mi zdi, na popularnost, kaj je trenutno aktualno v medijih, recimo, ali pa v industriji. In fokus industrije se menja skozi leta in s tem se potem tudi popularnost predmetov, ki so v tem primeru zdaj sestavljeni v module. Okay. Kako je pa z programiranjem, kolikšno predznanje programiranja je potrebno? Verjetno spet gre za študente, ki niso primarno sferi. Ja, zdaj tako je, to je fakulteta za računalništvo in informatiko. V končni fazi se algoritme, ali so to matematični modeli, ali so to postopki, se jih programira. In zares, če je treba nekaj res znati, bi jaz rekel, da so to osnove programiranja. Vse stvari, skoraj pri vseh predmetih, je v neki točki treba implementirati. In če imaš težave s programiranjem, so to samo še dodatne težave, ki jih imaš ob tem, da moraš še razumeti novo osnov in se naučiti neke nove stvari. Tako da programiranje je osnova. Jaz bi predlagal, da grejo čez prvostopenjske predmete, ki se navezujejo na programiranje, podatkovne strukture, take stvari in tisto predelajo, če bi se radi tukaj osvežili ta znanja. Hvala, Matej. Sedaj pa se pravi še ostali udeleženci. Ukolikor imate kakšno vprašanje, lahko ga zastavite tudi tukaj v prenosu, sedaj v živo, vključite si mikrofon, pa povejte, kaj vas zanima. Imamo kakšno vprašanje? Ne pozabite vključiti mikrofona, sicer govorite v prazno. Ok, jaz ne slišim nobenih vprašanj, to se pravi, da smo očitno na večino stvari odgovorili. Ukolikor se vam pojavijo še dodatno vprašanja, svetujemo, da pišete na podiplomski.studi@fri.uni-lj.si in vam bodo tudi kolegi iz referata odgovorili oziroma posredovali vprašanje naprej še komu. Hvala vsem, ki ste predstavljali, hvala prodekanu, skrbnikom, hvala študentoma Žani in Gregi, hvala vsem, ki ste prišli. Posnetek bo pa v kratkem tudi na voljo potem na spletni strani, tako da si lahko tudi za nazaj karkoli pogledate. Tako da najlepša hvala še enkrat vsem in lep dan še naprej.